Dvakrat, to je dobro. Lep pozdrav, dragi gledalci, spoštovane gledalke. Mi smo se danes tukaj zbrali z ekipo videospota Pot srca. Z mano je Jure Artač, režiser, in za kamero Žiga Ostaševski, snemalec našega spota. Tako, mi smo se danes zbrali, da malo podebatiramo o ozadju videospota, o kakšnih sporočilih, o kakšnih simbolih, čisto mogoče iz naše strani, da tudi vi zveste, kaj smo si mi zamislili, pa da mogoče zveste še malo več o ozadju celotnega nastajanja in prigod iz ozadja. V glavnem, mene zanima, kako je sploh nastala ta pesem Pot srca, zakaj, kaj je bila tvoja v bistvu motivacija? Ta pesem... Ok, saj kar počakaš, pa začneš lepo umirati. Ok, tam še enkrat vprašam. Mene zanima, kako je sploh nastala ideja za pesem z naslovom Pot srca? Kaj se ti rešiš? Ona je drugače Stanislavski sistem študirala. Da zna, ne me še enkrat vprašaj. Zna se delati, da se ne smeji. Da sem pa resna. Če ne pošljamo profesorjem na šolo. Dej, še enkrat me vprašaj. Dej me. Zdaj misli na nekaj slabega. Dej že vprašaj, no. Vprašaj. Mene zanima, kako si ti prišla na idejo za pesem Pot srca? Zakaj Pot srca? Obljubam, to sami. Dobre, si bo. To sami, če obljubam. Moramo iti domov. Kraj me to odmot. A ti dam drugo vprašanje? Ja. Ja? Zakaj pa sam na ovno vprašanje? Ja. Čak samo. Ok, zdaj pa res. No, ne me vprašaj me zdaj. Samo not. Pesem Pot srca, ne? Ja. To je tvoja ideja v popolnosti, besedil, melodija, kako je s tem? Ja, besedilo in melodijo te pesmi sem napisala letošnjo zimo, ko sem bila eno tako daljše obdobje delovno v Moskvi. In nekako v življenje se mi je vrnila neka taka sivina tega rutinskega življenja, rutinskega načina življenja, sploh pa v tej zimski Moskvi, ki je res zelo siva in zelo takšna, pa ne bi rekla ravno depresivna, samo pač ja, ni sonca in to se mi zdi tudi name, kot na osebo, ki ima zelo rada sonce, je tudi kar vplivalo. Tako da rodila se je iz neke te sivine in potem, kako sem v bistvu skozi to pesem našla ponovno smisel vsega, lastno moč in v bistvu tudi sebe na tej poti srca. In ko sem to pesem napisala, se mi je spet vrnil tak ogromen val kreacije in sem res se zavedala, da pomembne besede padajo dol s pomembnim sporočilom in da tako kot se je to rodilo v mojem srcu, da si želim ta projekt tudi srcem do konca speljati in tako se je tudi potem zgodilo s tem spotom. Se pravi, je to neke vrste izhod bil iz tiste sivine v nekak Moskvi? Izhod, ja, nekako vse vemo, da glasba je v bistvu music is healing, oziroma tako rekla po angliško, se mi zdi res zelo super fraza. Na nek način s to pesmijo sem se spet vrnila k sebi, k svoji poti in mi je postala smernica za naprej in še zdaj mi je. Ok, se pravi, pesem je z naslovom Pot srca, ne? Kaj te predstavlja ta Pot srca? Kaj je to zate, Pot srca? Zame Pot srca pomeni, da je edina smiselna pot, ki si jo želim še naprej hoditi in ki tudi želim, da bi vsi ljudje hodili, da je to pot, po kateri gremo s srcem, kar pomeni, da nas srce vodi. Seveda možgani so vedno tukaj, možgani bojo vedno vpleteni, ampak da ne prevlada vedno racija in ampak da dejansko edine stvari, ki v življenju so nekaj vredne in katerih se bomo na koncu tudi spominjali, so to zadeve, ki smo jih delali s srcem, tudi če so to eni prelepi spomini. Takrat smo bili zares živi, takrat smo res živeli in da po eni strani zame Pot srca tudi to pomeni, da nič več izgovorov, nič več izgubljena lastnega časa. Okay. Zdaj pa
Edino, kar je smiselno, je dejansko, da ti hodiš po poti srca, oziroma da živiš s srcem, da poslušaš svoje srce, da izhajaš iz svojega srca in da delaš stvari za nekako svoj užitek, oziroma za to, da je tebi fajn, oziroma da to, kar tebe vleče, to delaš. Se pravi, zate je potem pot srca ta užitek. V Ne bistvu, pravim, kaj je neka to zate je to v bistvu, ne vem, ukvarjanje z glasbo, igranje mogoče? Užitek ima, se mi zdi, tle več lahko pomenov. Jaz bi mogoče bolj izpostavila sledenje sebi. Ti si pa, se pravi, kot ustvarjalka, kot pevka, kot igralka, je to neke vrste pot srca? Ja, in tudi to, da se znamo poslušati, da v bistvu bolj poslušamo svoje srce, kot pa svoje možgane, mogoče na ta način. Se pravi, to nekako... Da nismo v tem režimu preveč razmišljanja, ampak da mogoče včasih moramo vzeti malo več vdihov, malo bolj zadihati v svoje srce in narediti to, kar v bistvu si želimo narediti. V bistvu pot srca je pot k izpolnjevanju želja na neki način. Super, ja, jaz to pot srca v bistvu si nekako razlagam, da je to, vsaj kar se mene tiče, neka povezava s svojim notranjim otrokom. Tudi, ja, se pravi, tudi. Z nekom, ki ima neke želje po nekem ali ustvarjanju, ali po odnosih, ali po doživetjih. In da to lahko, v bistvu, da si dovolimo, da smo dovolj pogumni, da si dovolimo v bistvu te stvari uresničiti, ki bi jih radi počeli. Ja, to je vse povezano. Ja. Tako da meni se zdi, da si s to pesmijo dobro predstavlja to zadevo in tudi s tem besedilom. Vsak, ki ga posluša, prisluhne, imate tudi podnapise, tako da tisti, ki glih najbolj ne razume, recimo, lahko prebere. In če malo odprete srce, pa malo utišate možgane, boste verjetno ugotovili, kaj je sporočilo same pesmi. Mogoče na prvi pogled ne boste ugotovili enkrat, dvakrat, tretjič vam bo definitivno jasno, zakaj se gre. Naš videospot je pa dejansko samo nek podaljšek, dejansko samo neko orodje, ki pomaga nekomu, ki gleda doumeti oziroma mu da neko smernico v razumevanje same pesmi. Zdaj jaz mislim, da smo se kakor toliko potrudili, da smo zelo potrudili, besedil in melodijo nekako preusmerili še v vizualni del same pesmi. Zdaj, kako se tebi zdi, potem, ko si videla videospot, kako se tebi zdi, da se pravi ta vizualni prikaz povezuje s tem melodičnim delom? Meni se zdi, da smo mi opravili odlično delo in sem res zelo hvaležna celotni ekipi, tebi, Jure, Žigatu in celotni še ekipi, ki je bila udeležena pri videospotu in tudi pri sami produkciji glasbe. Torej, Nejša, produkcija glasbe, Jernej Kržič, mix in mastering in potem še Indira, naša šamanka, prekrasni otroci, Barbara za make-up, Tanita za koreografijo, so koga pozabila? Jane, da ste nam tako lepo odstopali vaš voz in traktor. Ko sem ga jaz prvič v življenju vozil, vse za dobrobit produkcije. Tako da res hvala vsem in ta projekt smo res zelo, zelo srčno začeli, mi vsi trije skupaj, od začetka in speljali do konca še z vso to ekipo, ki sem jo omenila. Zdaj pa, da mogoče malo bolj odgovorim na tvoje vprašanje. Meni se zdi, da smo res opravili odlično delo, hkrati pa je zelo zanimivo, da vse tiste ideje, ki sem jih jaz mogoče imela na začetku za ta videospot, predno smo se mi trije usedali, na koncu je zdaj čisto druga verzija tega videospota. Zdaj pa mene zanima, Jure, ko si ti prvič slišal to pesem, ko sem ti jo poslala, ko sem te vprašala, kako se ti zdi, če imaš kakšne ideje, če bi sodelovali za videospot. Mogoče kakšne prebliske si dobil, kaj si takrat mislil o pesmi, pa mogoče o svojih prvih idejah za videospot in potem lahko še poveva, kako smo pa v bistvu vse naše ideje, vseh nas treh nekako združili v ta končni scenarij, ki ga zdaj tudi vidimo v končni verziji videospota. Ja, v glavnem, jaz, ko sem prvič ko sem slišal komad, mi je bil všeč. Jaz sem glede pesmi sem jaz kar tako dosta zbirčen. Ali mi je pesem všeč, ali mi ni. Dobro, obstaja tudi izjema, da ko jo slišam drugič, tretjič mi je všeč, če mi ta prvič ni. Ta mi je bila pa že iz prve
zanimiva, drugačna, posebna, ne klasična. Najbolj mi je bilo všeč to na začetku, ta šamanski del. Ki pa je naša draga Nejša. Ja, jaz sem si ga predstavljal prvo kot neko romsko glasbo, ker me je zelo spomnil na, kaj je že tale Radzepova, na te pesmi njene, ki so romske. In sem se takoj spomnil, potem asociacijo sem dobil iz romske pesmi na nek voz, ker so včasih pač z vozovi, pa s tem se prevažali okoli, po celem svetu. Pa tudi tam je bila to dosti tematika v teh spotih, ne? Ja, nekako me je to najbolj asociiralo potem na ta voz, pa sem bil pa, ker sem poslušal še besedil, se mi je zdelo, da govori pesem o tem, da mi preveč delamo stvari z glavo in da dejansko je naše srce samo tam nekje od zadaj, ki ga mi za sabo vlečemo, pa dejansko nima nobenega smisla, ker delamo samo z glavo stvari in delamo stvari, ki jih moramo narediti, ker družba zahteva od nas, ker starši zahtevajo od nas. Čisto premalo, prosti, ker te prekinam, bom če drugače pozabila, čisto premalo se mi da se zavedamo svojega srca in že če tako pomislimo, da to srce pri nas bije že od kar smo v materinem trebuhu celo življenje, mi pa sploh pozabimo na to, pa tudi nas seveda iz tega bolj fiziološkega vidika, pa tudi iz tega vidika družbenega in oziroma smo toliko preobremenjeni, kot se je rekel. Ampak dejansko, ko govorimo o srcu, jaz mislim, se pravi o naših srčnih željah, o notranjem otroku, govorimo o otroških željah, o tem, da bi bil policaj, astronaut, ne vem. Ja. Da bi imel iti vesoljčka, da imamo Mari kukarkoli, pač neke te otroške želje, ki so popolnoma brez omejitev, brez mej, dokler nam jih sistem pa okolica ne postavi. Mislim, zdaj srce v fizični obliki je z nami, ok. Mi do enega 3., 4. leta se dejansko živimo tudi v drugačnem svetu, kar se tiče energetskem in vsem. Ampak mislil sem na te prvotne naše želje, s čim bi se radi ukvarjali. Kaj dejansko ima smisel za nas? Zakaj dejansko smo? Se pravi, jaz mislim, da ima vsak nekaj, kar mu je namenjeno. Enemu je, da je to slikar, drugemu, da je pesnik, tretjemu, da je režiser, četrtemu, da igra nogomet, petemu, da je, ne vem, mogoče kuhar, karkoli, pač vsak ima nekaj. Sistem nas pa pripelje do tega, da pridemo vsi v neko skupno sivo območje, ki noben ne ve dejansko, kaj bi točno rad delal, oziroma zelo malo kdo, in pol gre večinoma, ne vem, brez zamere na neko ekonomsko šolo ali pa na gimnazijo ali pa pač nekam, kjer se ne najde. Ja, kar sistem diktira. Ja, in jaz sem hotel to povedati, da tako sem si pesem predstavljal, da govori o tem, da mi z možgani hodimo nekaj naprej, srce pa vlečemo za sabo, kakor da je to samo neko breme, ki se na vsake toliko cajta oglasi, pa ga mi lepo potovčamo, da da mer in gremo naprej. Pa ti skozi to samo v bistvu iluminacijo v tej pesmi, kada nekako začneš dojemati, da se tebi to dogaja in da ti greš naprej v življenju, da dojamaš to in da začneš ti zmer bolj svoje srce poslušati, da se začne ta notranji otrok boriti, da prihaja ven, da ti dejansko dojemaš te stvari in zaradi tega imaš pol v sredini videospota interakcijo s srcem, ker si ti stopila v kontakt z njemu. In tudi na koncu, ko že rataš razsvetljena, ko dojamaš stvari, ko začneš delati te stvari, ki te veselijo. Se pravi, nekdo, ki hoče biti od majhnega kuhar, pa zdaj dela, ne vem, v eni trgovini za blagajno, pa bo rekel samo enkrat čez noč, fuck off, jaz imam dosti tega, dosti imam jaz tega, zdaj le dam odpoved, pa če je, ne vem, karkoli, jaz bom zdaj to probal delati, pa bo najdel, pa bo mogoče, ne vem, začel čist na začetku, nekje šel na nek tečaj, začel gledati filme na YouTubeu, pa se bo doma naučil kuhati. Ampak bo spet postal živ. Ta človek karata čez, ne vem, par let, pa dela v kuhinji, pa živi svoje sanjsko življenje. A ne, pač dejansko ših ni zagarantirana zadeva. Za nobenega, to je čist pač spet druga zadeva. Ampak jaz govorim spet iz svojega vidika, pejt probi, če imaš željo, pejt ratel ti bo, ni vprašanje bo ali ne bo, samo vprašanje kdaj. Tako. No in dejansko tukaj je pol ta interakcija s srcem, to je to naše razmišljanje, ki ga damo čez in pol, ko mi to dojamamo, ko naredimo en korak na poti tega, lahko je to, ne vem, kilometra, lahko 10 kilometrov, potem nas začne kar naenkrat peljati srce. Tako je tukaj prikazano na koncu, čist na koncu srce pelje Aljo,
Zdaj že govoriva scenarij. Povezujem cel cajt Okay, dobro. s tem, ker se je pri meni tudi tako prepletala. In dejansko se gre za to, da na koncu, ko te srce vodi, glava ne rabi več delati. Glava mora biti sam tam za une finese porihtati, ti sam greš, delaš to, kar čutiš, delaš srcem in greš naprej. Nekje sem prebrala en zelo dober tale stavek, ki zdaj se nanaša na to, naj bo srce kralj, možgani pa samo svetovalec, nekaj takega je bilo. Tako da to zelo v to temo in se mi zdi, da to je zelo, da ne pozamo, da možgani so vsem tam, ampak da so tam kot nek svetovalec, da ta glavno pa da je srce. Definitivno. Torej mi smo, ti si to pol poslušal, mi smo se potem vsi trije dobili, smo podebatirali par idej in jaz sem najprej si želela zelo eno tako bolj vesoljsko tematiko, ne vem, zakaj sem to takoj videla. Pol pa, ko je Jure povedal to idejo, da voz pa srce, pa da jaz na začetku vozim srce in da se mučim, ko sem jaz videla to pred svojimi očmi, torej voz pa srce gor, pa da se to pol v bistvu na koncu spreobrne ravno čez ta smisel, da v bistvu na koncu pa srce mene pelje, ker pač ga zdaj znam poslušati in mu znam slediti in tako naprej. Jaz sem čist dol padla in sem rekla, dajmo nekaj v tej smeri, pa okrog tega voza s srcem zgraditi zgodbo in pač iti v to smer, da je pa to ta glavna stvar. In da, ker se mi zdi tudi, ne samo da originalno, ampak res se mi zdi nekaj tazga hudega, no pa tudi zelo v bistvu v kontekstu te pesmi pa sporočila. Tako da, mi smo pa pol začeli v bistvu okrog te ideje voza s srcem pisati scenarij, svoje ideje dopolnjevati in se pripravljati na snemalne dneve, zbirati ekipo, zbirati lokacije, kaj bomo še kaj zapovedati. No, pač vse zadeve, ki so pomembne za snemanje. Tako, zdaj pa, kaj greva na scenarij? Ja, lahko gremo tudi na stvari, ki so pomembne za snemanje. Kako smo se mi svetovno pripravili na to? Svetovno smo se pripravili. Na to profesionalno hollywoodsko snemanje. Mi smo imeli vse splanirano, v nulo, kadr po kadr, to je bila časovnica, največ 20 kadrov na dan, ne več kot 8 ur. Propse smo dobili od sponzorjev. Naših prekrasnih. V glavnem, glih toliko srce je bila njena blazina iz nekje odprej, neke druge barve. Kaj, o čem pa ti govoriš? Ne vem sploh. Jaz sem ga lastnoročno drugače pobarvala. Odlično prebarvala, z lakom za nohte, ali še si ti to barvala? Z neko, kako je že, akvarelna, neka taka... Kaj to za akvarij? Glavno, jaz sem to lastnoročno prebarvala. No, zdaj pa povej, glavna vloga je še scenografinja bila zraven. To so te multitasking. High budget projekti. Zdaj pa kaj si hotel povedati o teh 2 dneh, pa koliko nam je vse šlo po planu? Prvi dan. Tako, kot že pri prejšnjem videospotu. Dvignem krila, vsi vabljeni lepo v pogledu, v povezavi spodaj. No, in kdo bo to noter dal? Jaz bo to dal. Oštino? To še se da v opis. No, daj. Oštino, dobro. Ne, se pravi, tako kot je bilo že pri prejšnjem videospot. Če da je pogotam zdaj, vidiš, da te žiga. Tega ne bomo imeli, kot to je Peugeot dal. V glavnem, tako kot je bilo pri prejšnjem videospotu, smo tudi tle imeli pester snemalni dan. Pester prvi snemalni dan, kar opiši, kaj je bilo. Mogli bi začeti ob 4 zjutraj. Oba sta bila pestra, dejansko smo zgodaj začenjali, pozno končali. Imeli smo ful enih, se pravi, jaz govorim o poletni nevihti, smisel, da što najprej omenil. Tudi to bomo omenil, ampak je bilo tudi veliko enih lokacij, veliko enega truda vloženega, veliko enih različnih kadrov, enega samega dogajanja, se pravi, tle imamo vlečenje voza, pol njeni oddalje, se pravi, te plesni nastopi. To je bilo veliko enega, s tem, da je bilo kadrov smo imeli veliko splaniranih. Kostumi, make-up različen, tako da je kar bilo.
Pol ja, nam je zagodal na Prvi dan? Ni ta drugi dan, pol tista dež bil zjutraj. Ne. Prvi dan je bil dež, ker drugi dan smo začeli kasneje, ker smo kres snimali. Aha, Ful točno. Ja. pozno. Prvi dan je bil pol tisti Prvi dež. dan mi bi se mogli dobiti ob 4 ali pa pol 5 zjutraj, Ti šla na taksi, ne? ker smo hoteli ujeti tisto prekrasno jutranjo svetlobo. Tako, ja. In jaz grem kje ne bi se dobili, pri Unanjih Goricah. Ja, Jaz tam, grem ja. še zjutraj s taksijem do tja. Nekaj od tega. Tam tja. Pišite v komentarje spodaj, kaj je pravilno, do tam ali do tja. In pridem do Brezovice, na polno je začelo deževati. Ja. In me ti kličeš, kje si? Jaz rečem, glih sem v Brezovico prišla, pa ti rečeš, ja, reči taksistu nekaj obrne, pa se ti hecaš. Pa ti rečeš, ne, tlele imamo mi v Unanjih Goricah, kaj si že rekel, v glavnem, No, da in kva sem lije rekel. kot iz škafa. In Najbrž kaj pa takega. smo rekli, ja, mi zdaj ne moramo snimati teh scen z vozom, dajmo Obviously. počakati par ur, oziroma kako se bo pol vse odvil, in potem smo v bistvu res bili v navezi, par ur smo si še več spali, potem pa smo se slišali enkrat dopoldne in smo videli, kakšna je vremenska napoved. In smo se mi zdi, da se ob 12 dobili, opoldne, približno, in smo začeli snemati scene v, kaj že tisti dom, Vašičevmu domu. Tam smo snemali, povej, kje scene. V Vašičevmu domu smo posneli scene, ko ti prideš v bistvu domov, oblečen na čisto normalno in se vržeš na poslo po napornem dnevu, ne, da si spočivaš. Ampak v tistem, ko že pristaneš na posli, namesto da bi počivala, padaš nazaj na nek drug scenarij. Neko drugo realnost. Ja, lahko tudi rečemo, da gre za neko sporedne planete tukaj, ampak vse je samo v glavi, ker dejansko je scena vse, kar se dogaja, neke vrste, se pravi, vse se dogaja v tvoji glavi. Ja. Vse bo šlo po kronološko po scenariju, zdaj le kmalu. To lahko govorimo ure in ure o tem. Ampak dejansko smo snemali to, ko ti prideš domov in potem pristaneš na ulici, kjer prideš v bistvu do ene točke, kjer se ti zgodi v življenju nekaj, da te zdrami in da te spravi na realna tla. In ravno zaradi tega, ker te spravi na realna tla, potem ti poletiš duhovno. Tako da mi smo začeli tam snemati, potem je prišla Barbara, smo naredili make-up za Vilinko, potem smo šli snemati scene na Sveto Ano. Na Sveto Ano, ja. Smo snemali scene Vilinke in zadnje koreografije Vilinke. Potem smo se spustili dol, smo se dobili z našo prekrasno šamanko Indiro, smo posneli scene z njo. Pa s ptičem. Pa z golobom, ptičem, prekrasnim. In ki pa je že odletel. Ki pa je že odletel, v svobodo naprej. Je dvignil krila. Je dvignil krila, povezava spodaj. Tako. Potem pa smo se ob 7. zvečer dobili z vsemi otroci, da bi posneli scene z njimi. Vidva sta posnela najprej te scene, ki se dogajajo po dnevi, potem pa smo začeli s pripravo kresa, zdaj pa malo več o pripravi kresa in vseh. Dobro, ja, prva stvar, se pravi, prvo smo snemali te otroke, koliko jih je bilo vse skupaj? 7 otrok, čarobno število. Mogoče še malo, ali bo pa govorila o vseh likih, kaj predstavljajo. Dobro, ja, vse dejansko lahko vidite, pa z otroci je bilo dokaj enostavno delati. Prvič si delal z njimi, ne? Ja, prvič sem režiral otroke. In odlično si delal z njimi. Hvala lepa. Res. Dejansko sem jih samo malo animiral, da so se malo igrali, mi da so samo ujela potem na objektiv vse njihove reakcije, dejansko njihovo igrivost, niso rabili nič igrati, dejansko je bilo vse pristno in to je na koncu največji dosežek. In to je to, kar smo si tudi želeli, Mislim, definitivno se vedno išče naravne reakcije, zdaj pa, prvsko morate pač igrati, je že potrebno neko znanje, pač je fajn, da imaš igralca pred sabo. Stanislavskega za sabo. Ja, to je v redu. Je tudi lažje, da je pol neke napotke, ki te nekdo zastopi.
Drugače, Jure je odličen režiser, moram reči. Hvala lepa. Kar se tiče napotkov, že za dvignem krila, pa tudi za zdaj. Kar se tiče iz stališča dela režiserja z igralcem. Tako da ga vsem zelo lepo priporočam. Hvala lepa, se trudim, delam najbolj, kar lahko dam od sebe. No, ko smo glih pri temu, pa je bilo treba pa ogenj zakuriti. In kje smo ga zakurili? Na barju zvečer, ker je bilo vse toliko vlažno. Ker na barju je taka vlaga, zdaj če še kdo ni bil, pojďte zvečer malo pogledat. Dejansko to voda plava po zraku, ženi ne boste, vdihnete, spijete 2 deci vode v enem vdihu, tako da veliko vlage. Mi smo se spravili kurt kres, brez prižigalcev, brez vsega, samo z naravnimi materiali. To sva jaz pa Žiga, direktor fotografije, skupaj to prežigala, oziroma probavala prežigati. Tamle sva enemu kmetu, zdaj upam, da ne gleda, sva ukradla ene par drv suhih, ki jih je imel pod streho. Ampak to je vse za dobrobit videoprodukcije. Vse za umetnost. Ja, zdaj, če ne smisliš ganjati, smo iz Londona. Sam ful dobro slovensko govorimo, tako da. A ne, malo delež do nas, pa se vam nas plača nas iskati. To na ne Gorico, tam nas ne iska, tam nas nima. To ni vaščan leta pred vami. Ne, sploh ne. V glavnem, če ne, pa dam za enega hladnega, pa je v redu. V glavnem, mi smo se trudili pa ta ogenj zakuriti in smo rabili tam 1,5 ure do 1 uro, da smo zakurili ta ogenj. Otroci so že tam čakali, komarjev je bilo med tega, ki smo odla komarjih reči. Med tem pa komarji, ki so nas dobesedno požrli. In to taki neudomačeni, prav. Mi smo bili toliko rdeči, da smo imeli pike enega zraven drugega in je zgleda, da smo imeli ene hude alergije. Se spomnim, Žiga, ti si imel čist rdeč hrbet, kot da si imel eno alergijo. Ja, tako da to je bil ful velik izziv. To je bilo zabavno. Pol v glavnem ta kres je nekako nameratel to po 1 uri ali kakorkoli. Nameratelj to zakurt, pol pa seveda otroci so bili tudi že malo zmatrani, komarji so jih pikali, je bilo kar stresno, vsaj za mladino. Pa še smo mogli posneti scene okrog kresa. Pol je tam, kjer oni pojejo, in je bilo treba, da so narediti, da so oni izgovarjali prav, pa da so skupaj izgovarjali. Tako da je bilo malo hecanja, ampak je ratelj, so otroci zdržali. In odlični ste bili. Najmlajša, kako je že ime? Vita. 3-letna. Ja, ta je legenda. Ona prav, mi smo tam pri kresu, pa prav ona mamici. Mami, zaspana, domov. Vrhunsko. Prav greva, rokica in smo šle. Ja, lušno res. Tako da je ratano. Ja. Ok, deva se mogoče zdaj, hočeš še o kakšnih zadevah govoriti, kar se tiče snemalk. Zdaj so prvi snemalni dan povedala, drugi snemalni dan, kaj to Žiga kažeš? Kaj to pomeni? 8 minut, kva? Ne, 3-3 je fuzbol. Ne štekam. 0-3, če bomo ta kratkega. Na pol ure. Ok, hvala. Jaz se že govoriva, vem. No, na hitro, to bo mi raj krajše vprašanje, jaz lahko govorim celo leto. Zdaj pa malo še na hitro, res o drugem snemalnem dnevu, začeli smo ob 6, jaz se pa to ful spomnim. Daj ti govori, to, 6 zjutraj smo začeli, dobili smo se v gasilskem domu v Nanje Gorice, ker naš Jure, vaščan leta, ima tam vse veze, ampak kot drugače iz Londona. In smo začeli potem snemati scene z vozom, ki bi jih mogli prejšnji dan posneti. Tako da začela se ta težka vleka voza, potem pa smo... Daj mi sam za intermezzo, kakšen je občutek, ko vlečeš voz? Tako jaz ga nisem vozil, ti si bila prav dejansko uprežena, ne? Prežena živina. In kakšen je bil občutek, je bilo težko, kako je bilo to? Jaz, ko sem prvič povlekla ta voz, sem bila tako ojoj, mislim, kako bom jaz to zmogla, ker to je 250 kg težek voz. Seveda, ko ga ti voziš, je na kolesih in se seveda teža zmanjša. Ampak, ko sta me upregla, sem se res počutila kot prava uprežena živina. Pa še bosa sem bila po tistem makadamu. Ampak, pa se kar navadaš, ampak se mi zdi, da tiste začetne kadre, ko sem se res mučila, tiste smo mi ravno na kamero ujeli, tako da tisti kadri mojega mučenja, tisto so res pristni in resnični. Super, vidiš.
Ampak pa moram reči, da sem pa prav uživala, da ni bilo več tako težko, no, da je srce z vsako minuto postajalo lažje. Zakaj? Ker A ne veš? Ker sem začela hoditi po poti srca. Bravo. Tako da Jane, če slučajno ne bo kakšen konj zmogel, ali pa da boš rabo kakšno pomoč pri vlečenju. Samo mene, ja. Alja. Jaz sem zdaj že izkušena. Izkušena z domačim vozom. Tako da ja, v glavnem drugi dan smo pa potem posneli še ostale kadre. Pejva zdaj naprej na kronološki scenarij, simboliko vsega, pa istočasno, da še opiševa like. A imate cajt še torej, 2-3 ure? S čim se začne videospot? Videospot se začne z težko vleko voza, Tako je. ker Ja, dobro, ajde. na tem vozu je moje srce. Ne, to je sam začetek, se začne v bistvu na klosu na tvojih nogah. Dobro, ne bomo šli tako podrobno. Ampak ok, ne bomo šli tako podrobno, gre se na samem trudu, matranju. Začne se videospot, kot je klasika, z nekim vprašanjem, kaj se dogaja, kdo je to, zakaj vleče, kaj vleče, tako naprej. Asociacija sama je bila na to, se pravi romsko petje, to Oziroma, ja, niti ne, ja, jaz to imenujem šamansko oziroma indijansko petje. Ko smo midva z Nešo to pesem snemali, je v bistvu Nešo dobila idejo, za začetek kakšno arabsko petje ali pa kaj, daj Alja poskus. Pa sem poskusila nekaj arabsko, ampak nekaj ni štimal, čeprav sem v redu odpela, ampak pa se je nama že malo mudilo z Demotom, da smo ga končali pravočasno. In je Nešo na hitro odpela te vokale. In ko je ona te vokale zapela, jaz sem pač dol padla in sem rekla, tudi če bi ne vem kdo to tako odlično zapel, jaz hočem, da so tvoji vokali tle not. In že zaradi te neke širine, da v bistvu niso vsi vokali v tej pesmi, da so moji, ampak da je to res čisto en drug vokal in ker Nešo res to odpoje tako nekako šamansko, indijansko, misteriozno. Jaz vedno, ko slišim te njene vokale, dobim mravljince. Tako da, v bistvu, ko sem še potem razmišljala o ideji za spot, ko sem tudi te vokale še poslušala, sem zelo hitro prišla do uvida, da tle pa rabim eno indijanko ali pa eno šamanko, resnično, ki bi v bistvu pela, a ne, te vokale. Tako smo v bistvu potem tudi, sem jaz stopila v kontakt z Indiro, ki je zelo, zelo lepo sprejela naše povabilo. Tako da ja, tam gremo potem na šamansko petje, oziroma ti to imenuješ romsko petje. No, jaz govorim o svoji asociaciji, tako da jaz pač, glede na to, da sem imel pač to možnost, napisati v bistvu, pomagati pri pisanju scenarija, no? Ja. Da sem lahko nekako postavil te neke osnove. Sem pač v bistvu pelil zadevo tako, kot sem jaz se prav nekako dojemal, in od tega mi je prišla sama asociacija, tako kot sem rekel, tudi na voz. Pač tako je, ne, prepustimo se svoji domišljiji, kar je glih tudi poanta na koncu pesmi, poezije in vsega, da vsak dojema po svoje, vsak ima svoje težave, svoje življenje, svoje želje in glasba, hvala Bogu, je to ena taka zadeva, ki se lahko vsak po svoje razlaga in dojema. To je bil sam en moj pogled na to pesem, zdaj vsak, ki si jo bo predvajal, pa bo mogoče gledal v prazno steno, bo mogoče imel drugo zgodbo v glavi in je čist prav. Vsak mu nekaj drugega rezonira. To tukaj je v bistvu sam nek prikaz v bistvu moje domišljije. Kam je mene to popeljalo, pa kar smo lahko v bistvu mi z vsemi resursi, ki smo imeli to pol, tudi dosegali. Mogoče, če greva zdaj na like, pa skozi like greva pa linijo pojasniva, skozi vsak lik, se mi zdi, da bo tako najlažji. Deva se najprej dotakniti mučenice, torej mene, ki v bistvu ta voz vleče na začetku, peva mogoče skozi linijo tega lika od začetka do konca, torej mi smo ta lik imenovali mučenica Alja. Torej na začetku seveda mučenje, srce, ker ga ne poslušam, ker nisem v kontaktu z njim, breme mi je. In mogoče, da zdaj se dotakneva teh trenutkov iz preteklosti, torej tisti črno-beli kadri v bistvu predstavljajo
neko paralelno zgodbo, ki se je že zgodila, ki pa se jih teh trenutkov se pa jaz spominjam med to vleko voza, meni prihajajo ti spomini. Ko recimo ta črn pajčolan je zelo velik simbol, ki nekako me zagrabi in me prekrije. In ta pajčolan v bistvu pol tudi sam od sebe se zavije okrog mene in zato imam v bistvu kot mučenica čez cel spot do konca ta pajčolan zavit, ker se ga ne moremo odrešiti. Tako je, razen v kadru, kjer prikazuje tebe v vsakdanjem življenju, ko prideš domov, pa se vrneš na poslo. Ker to se pa dogaja pred tem, ko me je pajčolan zagrabil in ovil. Gre se za to, da je to v bistvu neka, kako bi rekel temu, mezostaza, se pravi, svet, ki se dogaja v glavi, oziroma nek notranji svet, ki pa še vedno nekje na sredini. Se pravi, to je razmišljanje v glavi. Se pravi, ta mučenica, ki vleče voz, to je v bistvu Alja, to je v bistvu duša, oziroma duša te ženske. In njeno počutje, kako v bistvu ona deluje. Se pravi, ta oseba deluje tako, da pač sam gre z glavo nekam, kar tudi sama ne ve točno kam, in se spominja vseh preteklih dogodkov, kako je ona prišla do sem, zakaj je zdaj tukaj, kam sploh gre. Dejansko je to medstanje. Pa to ta neka utopelost življenja. Ja, in dejansko povod, se pravi, dejansko tista iskrca, k iluminaciji, k temu, da postanemo mi to, kar v dejanskosti smo, je, da se mi vprašamo, kdo smo, pa kam sploh gremo. Pa zakaj to sploh delam zdaj? Ja, pač kaj je fora. In dejansko je to ta mučenica je prikaz tega. In ko se začne ona... Ko ne ve, kam gre, ampak samo vozi. Ampak še zmer gre, ampak z veliko muko, ampak se odloči, da pismo, kaj se zdaj dogaja, kam grem, kdo sem. In pol so te prebliski, kaj se je zgodilo, da sem jaz prišla do tega. In imaš, ko se pravi ta ženska, kukar, ti se pravi hodi ob steni in jo nekaj prešine, nekaj slabega se zgodi, črnina jo ovije, nekaj se je zgodilo, mi kot otroci, kot otroci nismo sami postali taki, tako kot sem prej povedal, družba vpliva na nas, nekako pridemo do tega. Neka črnina nas prej ali pa slej ovije, nekaj slabega se zgodi. In pol kar gremo mi po nekih korakih, nek domino efekt se začne dogajati, da nekam pridemo. Ne bom zdaj čisto preveč filozofiral, v glavnem neka črnina te ovije, pol imaš asociacijo nazaj na se pravi, ko sem prišla domov, pa sem se ulegla, pa pol je bilo kar nekaj tretjega, sem se znajdla spet nekje drugje, spet vlečeš tistvo, spet prikazujemo, da še zmeraj isto delaš, ampak razmišljaš, kaj se je zgodilo. In pol se vse to nekako povezuje in ti začneš dojemati pismo, jaz pa nisem bila taka, to nekaj se je zgodilo in začneš ti srcem dejansko neko interakcijo spostavljati. V drugi kitici ga začne poslušati. In prisluhneš srcu, ko se ti odpreš, na koncu prideš do tega, da svojo črnino ti strgaš dol, ker nima nobene vrednosti, nobene teže več. Čisto zadnji kader, ki ga raztrgam. Ker je samo še ena navadna pajčovina, nič uredna, nič močna, ti gladko strgaš dol iz sebe. Ker šele takrat zberem to moč. Zadihaš, začneš uživati v življenju in lepo te pele srce naprej v življenju. In prideš do tega finalnega osvoboditvenega plesa, koreografije, mučenice. Mučenico smo malo obdelali. Je pa zanimivo, da se tebe, v tem primeru, te ženske, kakorkoli, v tem primeru sploh ne pokaže kot v realnem fizičnem stanju, ampak je cel videospot samo duševno dogajanje osebe. To je pa najbolj zanimiva zadeva. Nikjer ni pristna realna zunanjost, ampak je vse dogajanje v tej osebi. To mi je dosti zanimivo v tem videospotu. Ja, res je. Vse so neke staze podzavesti človeka. Tako da zdaj, če ste si ga pogledali, pojdite si ga še enkrat pogledati, pa probite malo razmišljati o teh stazah. Gre zdaj na drugi lik, Vilinka. Vilinka v bistvu predstavlja, se pojavi v refrenu in Vilinka predstavlja
kako smo mi rekli, kot nekak višji jaz mene oziroma višji jaz te mučenice, ki vse že ve, ki je že na tistem nivoju totalne ljubezni, osvoboditve. In v bistvu skozi refren začne peti. Zdaj bom povezovala s šamanko, recimo, ko se šamanka pojavlja. Seveda ima to svojo moč vsega. In v bistvu v refrenu, ko se menjavajo kadri med šamanko in vilinko, je tako, kot da v bistvu šamanka skozi to vilinko nekako poje do tej mučenici, torej da to sporočilo prihaja od najvišja oseba je tukaj nekako šamanka, potem je vilinka na nek način, oziroma šamanka poje skozi vilinko, ta vilinka pa nekako skozi ta višji jaz to sporočilo potem predaja mučenici in zato šele v drugi kitici mučenica potem začne interakcijo s srcem, ga poslušati in tako naprej. Zdaj, kdo je višji? No, približno. Ampak dejansko tle se gre, da ima vsak svojo vlogo, ni neke tekmovalnosti na koncu, ampak jaz sem si šamanko zamislil bolj kot neke vrste medij. Medij, to sem pa pozabila reči. Kot neke vrste medij, ki v bistvu skrbi za ta prenos med vilinko in mučenico. Za rešitev mučenice, nekako tako. Ja, mislim, za rešitev te osebe, ki je trenutno kot ujeta v mučenico. In gre se za to, da ljudje znamo priti do neke točke, kjer že vemo, kaj bi radi počeli, kjer že vemo, kaj rabimo, ampak manjka tist manjka, neka iskrca. Vemo, da smo tam, ampak manjka pa tole manjka. Da mi pridemo na naš višji nivo, na višji level, na naš višji jaz, ne bom rekel pravi jaz, ampak višji jaz, neka oblika nas, ki bi radi bili. In tukaj med to mučenico in pravim jazom nastane samo še ta mehna zadeva, ki se mora zgoditi in to je ta šamanka. To je ta šamanka s tem svojim udarjenjem v bobne, s tem powerjem. Pa s tem svojim vokalom, ki v bistvu... In vsak ta udarc je, imaš to, zmoraš, greš naprej. To je ta neka želja. To je ta neka želja, neka moč, ki jo ta šamanka oddaja in ta vilinka potem to mučenico dvigne gor k sebi in ta mučenica potem prestopi čisto na koncu v svoj višji jaz. Se pravi, s pomočjo vilinke in seveda šamanke, ki je neka gonilna sila njenega življenja. To bi lahko rekli, da je ona tudi neke vrste ritem njenega srca. To je potem ta pot srca, ki jo v tem primeru dosežemo. To je ritem srca. Tako, to je ta pot srca, ki ga dosežemo, se pravi prek našega bita srca, dokler mi živimo, lahko mi dosežemo tisto, kar bi radi dosegli. In hodimo po svoji poti srca, Zelo pomemben kader, ki bi ga rada izpostavila, je tudi tale med vilinko pa šamanko, ko v bistvu plešeta. Tle v bistvu tudi vidimo to njuno sodelovanje za najboljše te mučenice oziroma te osebe. Tako da v bistvu to smo že nekako zdaj razložila, mučenica oziroma vilinka in šamanka v bistvu skozi spot sodelujeta oziroma pomagata tej osebi. In tudi skozi ta zadnjo... Imamo še 5 minut. Tudi skozi ta zadnjo koreografijo. Kaj je? Nimam več minut? Okej. V glavnem, tako je, mi lahko govorimo... Čakaj. Si? Tle mačke lovijo. V glavnem, v tem videospotu se da govoriti celo noč, pa cel dan, ali pa cel teden, ali pa cel let. Sploh s takim odličnim sogovornikom. Hvala lepa. Ampak gre se za to, da vsaka zgodba se vidi, koliko je močna po podzgodbi. Se pravi, ti ko eno zgodbo razčleniš, pa greš pogledat njene korenine, pa korenine od korenin, pa korenine od korenin in tako naprej vidiš, koliko je močna zgodba. In ravno pri tem videospotu mislim, da je veliko ene podzgodbe, podteksta in ravno to naredi to zgodbo močno in ta videospot nekaj posebenega. Tudi veliko simbolike, ki v bistvu je niti nismo zavestno not dajali, ampak se samo od sebe se kot sestavljenka sestavljali. Tudi ta kres, ki tudi predstavlja neko luč življenja, tudi otroke, ki predstavljajo naše notranje otroke. Dobro, kres ni bil toliko po nesreč. Ampak tudi lahko, a veš, mislim, ne rečem glih po nesreč, ampak tako,
Mogoče še malo o kostumih otrok. Samo ogenj, pa ples otrok okoli ognja. Pa njihovi kostumi, a ne, da so oblečeni v belo. To mi je tudi pol nekako prišlo v povezavo s tem notranjim otrokom. Pa z njihovo čistostjo, ja. Ja, in se pravi, same obleke sem se spomnil zaradi folklorne skupine, ki imajo več različnih, se pravi, teh nastopov, imajo dolenjske narodne noše, gorenjske, prekmurske. In ravno pri njih spomnil sem se teh, se pravi, obleke so jih imeli in sem šel pogledati na stran folklorne skupine Rožmarin in sem našel, se pravi, to referenčno sliko teh otrok in sem poslal to tebi, da so si pol otroci najdeli te obleke, ker je dejansko včasih ne bi take obleke nosila, ne. So pa popolnoma bele in nekako predstavlja to čistost, čistost otrok oziroma duhovno čistost otrok in je to izpadalo, meni se zdi zelo dobro okoli tega ognja. Pa tudi to, a ne, da v bistvu otroci v bistvu že veliko več vejo kot pa mi odrasli, oziroma mi smo to tudi včasih vedeli, ampak smo pozabili zaradi teh pritiskov družbe in vseh ostalih zadev, ki smo se prej pogovarjali. In tudi se mi zdi zelo pomemben kader, ki smo ga res hoteli dati not, da pred refrenom, ko otroci kot da pojejo meni oziroma tej mučenici ta sporočila, torej daj se znova v moč, da se dvigneš v noč, daj odpri srce, tam je vse za te. Tako, nekaj, kar oni vejo, ti si pa pozabila. Ja, v bistvu naš notranji otrok se mi zdi, da to še ve. To ve, ja. Samo pač je odvisno od tega, koliko smo zdaj povezani s tem, ali pa koliko je definitivno mogoče ovit v pajčolan črnine oziroma v črnino ta naš notranji otrok. Dejansko, ta naš notranji otrok je nekako tudi naše srce na nek način. Je v neki povezavi je, sem pa ravno razmišljal o tem, da dejansko notranjega otroka zmeraj bolj z leti začnemo gojiti, kar je po eni strani smešno, ampak starejši, ki smo, bolj se povezujemo z notranjim otrokom. Ampak mi smo še vedno mladi. No ja, ampak še, mislim, nismo pa več najmlajši. Gre se pa za to, da kot otrok probaš biti zmeraj bolj zrel, a ne, se vidimo tudi, ne vem, 8 let stare otroke, ki so obnašali bolj odraslo, kot mi na koncu, a ne, ker hoče čim prej odrastati, a ne. Otroke se tudi po eni strani tera, da so zreli, odrasli, da se odgovorno obnašajo, da malo pazijo, da pazijo na besede, da pazijo na vse. In je zelo nevarno, da otrokom ne pustimo, da so otroci, a ne. Včasih so se hodili ven v gosti igrati, pa so pač imeli svobodo, zdaj zmeraj manj te svobode, pa so na telefonu, pa so omejeni. In se mi zdi, da bo zmeraj več problemov s tem, da ne bojo otroci razvili otroštva pa notranjega otroka v popolnosti in bojo pol na stara leta se začeli s tem ukvarjati. Tako kot mi, a ne, recimo pri 30 začnemo delati na notranjem otroku. Še nismo 30 stari. No ja, pa na splošno govorim, eni prej, drugi kasneje. Mislim, to je res, ampak ja. Eni pa pri 50-ih, a ne. Zdaj jaz samo apeliram, a ne, da vsi, ki to gledate, da se malo zamislite nad tem, kaj ste si želeli včas, ali pa kaj bi radi zdaj počeli, pa da nekaj začnete iskati povezavo sami s sabo, pa svojim notranjim otrokom. In da nehamo iskati izgovore ves čas na vsakem koraku. Če imate 25 let, 35, 45, pa bi radi šli na gugalnico, pejte na gugalnico. Naj vas čuden gledajo, ko jih šiša. Ne, ampak čist zares, kdaj, če ne zdaj? Ko pa se res zamisliš, tudi pač point te pesmi, da tudi na nek način, da življenje je res, da se, da se ga živi, da se ga živi in da se ga slavi. Ja. In da nažalost res ne vemo, koliko časa bomo še imeli. Še 3 minute mislim, da je. Ampak, kolikor bom mogoče, se mi zdi, kar se tiče videospota, že kar veliko povedala, jaz bi pa mogoče na tej noti zaključila, v bistvu tudi z besedilom, ki je tudi na koncu pesmi. Kakorkoli smo nesrečni, vedimo, da smo res večni. Odprimo se in zaigrajmo, srcem se naprej podajmo.
ne bedimo v lastni temi, vedno naj nas luč predrami, odprimo se in zaigrajmo, srcem in le srcem se naprej podajmo, možgani pa bojo tam kot svetovalci še naprej. Tako da hvala Jure, hvala Žiga, hvala vsem gledalcem in gledalkam. Midva sva se kar razgovorila in če imate pa kakšne vprašanja, še pa kar napišite spodaj v komentarjih, pa bomo odgovorili, ali pa mogoče še kakšen video posnet, če bo potrebno. Hvala vsem, pa lepo se imejte. Kat, imamo